Pozdravljeni, sem Polona Grajf, zakonska in družinska terapevtka in sem na povabilo UNICEF-a Slovenija za vas pripravila nekaj razmišljanj in odgovorov na izzive, s katerimi se srečujete v tem pestrem času. Koronavirus je pred nas prinesel kar nekaj izzivov, na eni strani take zahtevne, za nekatere celo težke. Zagotovo pa vsi v sklopu teh neprijetnih izzivov občutimo strah in negotovost. In na drugi strani so te okoliščine prinesle tudi nekaj pozitivnih izzivov. Upam, da ste jih kaj že tudi opazili, morda že tudi celo realizirali. Zagotovo je to prostor, ko bomo intenzivneje lahko delali na naših odnosih, se dodatno povezali, več enega prijetnega posvetili drug drugemu, preživeli več časa v naravi in pa tudi znotraj našega doma začeli kreativneje raziskovati, kaj vse lahko počnemo. In mislim, da boste marsikaj zanimivega odkrili, če se boste tega lotili. Če pa se lotimo vaših vprašanj, ki ste jih naslovili na UNICEF, bi morda vendarle se najprej lotila teh malo manj prijetnih, to je strah. Strah je čustvo, ki se zelo naravno vzbudi, seveda tudi ob taki nevarnosti, kot je bolezen, ki nekako v nevarnost postavlja naše zdravje in morda tudi življenja. Vsi imamo vrojeno to čustvo, torej del vsakega človeka je tudi izmed teh osnovnih čutenj tudi strah. In kot ima vsako čustvo svoj namen, ima svoj namen tudi strah. Naloga strahu je, da nas zaščiti, da nam pomaga, da se dobro zavarujemo, da ohranimo eno našo varnost. In v primeru, ko nam tako nekako nas omejuje in nam grozi bolezen, nam strah pomaga, da se pred njo čim boljše zaščitimo. V strahu se nam zelo pojačajo naši senzorni sistemi, zato je zelo pojačan naš vid, zelo je pojačan naš sluh, previdni smo v gibih, v vedenju, kar nam v zdajšnjih okoliščinah pomaga, da smo nekako bolj pozorni pri gibanju, da smo bolj pozorni pri tem v javnih prostorih, česa se dotikamo, da smo nekako bolj pozorni na stvari, ki lahko za nas predstavljajo neko nevarnost, in končno nam ta strah tudi pomaga, da je malo lažje ostati doma. Zaplete pa se, kadar je strahu v posamezniku premalo glede na nevarnost ali pa preveč glede na nevarnost. V tem primeru mislim, da smo se lahko že srečali z ljudmi, ki so, ali vsaj preko medijev jih opazili, ljudi, ki so doživljali premalo strahu, še posebej, ko smo tudi že uvedli neke ukrepe. So bili še vedno ljudje, ki so čutili izjemno malo strahu. To nekako vpliva na naše razmišljanje na način, da racionaliziramo oziroma da zelo postavimo stvari kot ne toliko ogrožajoče, ne toliko pomembne, da jim malo vzamemo te vrednosti. Na drugi strani pa ljudje, ki jih je preveč strah. Morda bi tem zdaj posvetili malo več časa, ker tiste s premalo strahu smo, kot smo videli, so jih tudi ukrepi nekako jim pomagali, da so se z situacijo drugače srečali. Medtem ko na drugi strani pa ostajajo posamezniki, ki pa v tej situaciji čutijo preveč strahu. To se v enem takem vsakdanjem življenju izkazuje tako, da oseba ves čas spremlja novice, kaj se okrog koronavirusa dogaja, kakšni so najnovejši podatki. Te podatke ves čas ali pa zelo konstantno, zelo pogosto preverja po različnih medijih, ne samo po enem. Večino dneva taka oseba razmišlja o nevarnostih, ki jim je izpostavljena, se pretirano umiva roke, pretirano skrbi za higieno, pretirano razkužuje roke. Ko rečem pretirano, je to mišljeno v večjih obsegih in količinah, kot so to priporočili zdravniki. Ljudje se ob takem preintenzivnem strahu lahko srečajo s tem, da se enostavno tudi ne morejo svojega telesa pomiriti, lahko izgubljajo tudi apetit, lahko izgubljajo voljo do enih opravil, ki so jih sicer imeli v svojem dnevnem urniku. Taki ljudje lahko tudi zelo pretirano iščejo negativne podatke.
podatke, ki bodo potrjevali njihov pretiran strah. In s tem se seveda ves čas lovijo v en tak začaran krog. In je, če se tega začaranega kroga želimo rešiti, potrebno začeti čim prej in pa z zelo takimi tehničnimi stvarmi morda za začetek. Pomeni to, da si ustvarimo zelo, bom rekla, jasen dnevni ritem, en taki dnevni ritual, ki ga bomo potem nekako peljali še vse naslednje dni, ko smo znotraj teh omejitev bivanja. In v tem urniku je zelo pomembno, da si oseba, ki čuti veliko strahu v tej situaciji ali pa preveliko strahu in ki jo je izjemno strah, da bo zbolela, da se bo kaj slabega zgodilo, da znotraj svojega urnika določi morda samo en del dneva, ko bo posvetila čas tudi updatanju informacij o virusu. To naj bo iz čim manj medijev oziroma če le možno iz enega medija, iz čim bolj objektivnega medija, kar pomeni medija, kjer podajo samo ozke relevantne informacije in ne še vseh ostalih stvari, ki bi pri taki osebi s pretiranim strahom delovale kot prilivanje olja na ogenj. Za tako osebo je izjemno pomembno, da v to rutino vpelje tudi čim več telesnega gibanja. Telesno gibanje namreč sprošča hormone dobrega počutja, kar je ena taka odlično naravno zdravilo proti tesnobnosti, proti strahovom in seveda za sprostitev telesa, Na drugi strani pa čim več enih aktivnosti, ki to osebo sicer veselijo, ki jo sprostijo, postavijo v eno tako dobro vzdušje. Tako da s takimi aktivnostmi si pomagamo, da preusmerimo naše misli, da si pomagamo odgnati tiste razmišljanja o virusu, pa hkrati, da zasedemo misli s pozitivnimi razmišljanji. Izjemno pomembno je tudi, da se o teh strahovih pogovarjamo in sicer za odraslo osebo, za katero vemo, da nas bo v tem sprejela, nas bo slišala, nas bo tudi pomagala potolažiti in ki je umirjena glede te situacije. Če bo čustveno vznemirjena, prestrašena oseba govorila z drugo prestrašeno osebo, boste ravno tako si povzročali efekt prelivanja olja na ogenj, kar absolutno ne bo v pomoč, zato je se tu fino držati formule, da vznemirjene možgane vedno pomirijo pomirjeni možgani. Je pa še ena taka, bi jaz rekla, dosti pomembna pot za take ljudi, ki se srečujejo s pretiranim strahom, bodisi pretiran strah pred tem, da bodo zboleli, pretiran strah, da bo družina propadla, da za njih ne bo poskrbljeno, da je njihova prihodnost izjemno negotova. Za take ljudi je tudi zelo pomembno, da si poiščejo tudi, oziroma da se odprejo oblikam pomoči, da jih strah, pretiran strah jih ne zakrči v njihov lastni svet in zapre se za štiri stene, ampak da se povežejo z drugimi, da sprejmejo oblike pomoči in si tudi na ta način nekako potrdijo, da niso sami v tej situaciji, niso sami v teh nevarnostih in da je tudi nekje za njih pomoč in bližina drugih ljudi. Izziv za take ljudi je pa tudi raziskovanje tega strahu. Tu pa gre za malo bolj tak dolgoročen, dolgotrajen proces in pa tudi, bom rekla, osebnostno globlji proces. In sicer, ko ima oseba priložnost, da razišče, odkot ti strahovi, odkot ti občutki, da so toliko ogroženi, da nekako zgubljajo kontrolo nad tem, da bi lahko za sebe poskrbeli, da so ljudje v bližini, ki bodo pomagali poskrbeti. Odkot en tak način ravnanja z občutkom strahu. Mi se namreč ravnanja z našimi čustvi v veliki meri ali pa v večinski meri naučimo ob naših starših, ob naših družinskih vzorcih, kjer se iz naših odnosov naučimo, kako se naših čustev sploh zavedati, kako jih izražati, kaj z njimi narediti.
koliko nam v enih takih težkih vzdušjih pripada tolažbe, kakšna tolažba je to in a smo se potem iz teh odnosov tudi naučili nekako sami potolažiti in to funkcionalno potolažiti, tako da res dosežemo eno pomirjenost. Tako da je to prostor, da taki ljudje lahko tudi malo raziščejo ta svoj način funkcioniranja in reguliranje svojih emocij. Ob strahu bi izpostavila še eno tako pomembno dinamiko in sicer zagotovo ste že opazili, da kadar ena oseba močno čustvuje, to zavibrira tudi na ljudi okoli te osebe. In še posebej močen vpliv nekako doživljajo in to interakcijo med seboj doživljajo otroci in starši. Kar pomeni, da kadar so starši v enem intenzivnem čustvu, ki ga ne zmorejo pomiriti, v tem primeru strahu, in tega strahu ne uspejo potolažiti, pomiriti, se večino časa zelo obremenjujejo, sekirajo, so tesnobni, bo to zagotovo zavibriralo tudi na otroke. Otroci sicer ne bodo znali reči, hej mami, malo preveč si tesnobna, daj se potolažiti, ker sicer zdaj jaz tudi več ne morem kontrolirati svojega strahu, pač pa bodo otroci to pokazali zelo skozi svoje načine vedenja. Lahko se bodo bolj prepirali s svojimi sorojenci, morda bodo težje sledili navodilom staršev, težje sledili enemu ritmu, ki so ga že imeli sicer nekako utečenega in so mu prej ga dobro upravljali. Morda zgubijo apetit, se začnejo fizično slabo počutiti, se morda več pretepajo. Zelo različne simptome otroci pri tem pokažejo, zagotovo pa je to lahko oblika, kako pomagajo nositi staršu njegov strah. In ker čustvo tudi na njih zavibrira, otroci pa imajo manj razvite možgane, zato da bi zmogli sami dobro regulirati močne emocije, bodo te emocije intenzivno vplivali na njihovo vedenje. Tako da je tu ena taka topla spodbuda, da odrasli poskrbimo za to, da najdemo eno notranje ravnovesje čustveno, da najdemo eno notranjo umirjenost, da se znamo sprostiti, da znamo v tem času, ki je lahko na eni strani zelo zahteven, da znamo v njem narediti tudi prijetno vzdušje, sproščeno vzdušje, zabavno vzdušje, ker samo tako bodo to lahko ponotranjali pa uravnavali tudi otroci.